Dobrodošli na Črnem Kalu, kjer sva parkirala, gneča je kar ubitačna in se odpravljamo na Bleguš. Bleguš je ena izmed najbolj priljubljenih SOTA destinacij. Če sem jaz prav pogledal, bo tale najina današnja 200. aktivacija, ne najina mislim, ampak kolikor je že bilo radiomotorjev gor. Se pravim, približno 1 uro je tle za hoditi, midva greva po poti, ki se imenuje direktna pot, ki je malo bolj strma. Drugače pa lahko se gre tudi okrog po cesti do neke koče. Oboje, ja. Saj ti pravim, da je koča gor tudi. Koča na Bleguš je 50 minut, pa 1 uro 10 minut imamo pa hoje. Tako da dobrodošli z nama na Bleguš. Na poti na Bleguš smo 18. aprila 2026. Dan bo v redu, popoldne naj bi se malo pooblačilo, ampak naj bi zdržalo, brez padavin. Ideja je bila sicer nekam na Idrijsko, pa sem se pol zadnji hip odločil reči za tole varianto. Zakaj, niti ne vem. Nekako se mi danes malo bolj hodi, pa malo manj zvezd dela, tako da bom samo na UKV-ju. Če se bo dalo tiste 4 zvezde narediti, kar ne dvomim, da se ne bi. Takole, ja. Tle pa že kar zagrizemo v tale klanec. Tle sva bila, jaz sem bil leta 2024, mislim, da prej pa 2021, če se ne motim. Radioamaterska oznaka Bleguža je S5CP 003. Toliko, zdaj pa da jaz dobim svoje palce, pa se javimo še malo više naprej. Prvih 50-100 metrov je kar strmih, tla so suha ko poper. Tle se pa, sem hotel reči, strmina malo umiri, pa se ne. Ja, saj te poti se reče tudi strma pot. Direktna, pardon. Direktna pot iz Črnega Kala na Bleguš. Ta pot je res strma. Za tiste s kondicijo ni problema, ker so lepe stopničke med koreninom. Palce pridejo prav. Pojdimo naprej. Pot poteka več ali manj z istim naklonom in je lepo speljana naravnost gor. Prispela sva do bunkerja, ki ima baje tudi bota. Oznako bota pomeni bunkers on the air, ampak tega se jaz iz principa ne grem. Je pa to kot del, če vzameš, da je samo pač točka, ne, tudi lahko fina stvar za outdoor activities, se pravi, za delo iz narave. Pa tudi ne vem te oznake. Me je pa na to prijazno opozoril zvon SP2O, ki pač to dela, no, vse je v redu pač. Jaz sem si izbral to SOTO, ki me res zelo osrečuje v Banaju. Ja, in mislim, da bomo zdaj pa že kar kmalu ven iz tega hudega gozda, strmega gozda. Še vedno sva nekih 100 višincev nad bunkerjem. In pridemo do malo bolj takega finega gorskega terena, skalnatega. Še vedno je strmo. Je pa lepo.
Prišla sva do nekega zabetoniranega kockastega obeležja. Anno Domini MM5I. Kaj je to? MM5I. Kje? Pa res. Pa ne sam sneg, tudi lepe razglede. Malo ga je pa še za pokepati. A te pokepam? A je pokepamo? Dajmo je pokepati. Najprej moramo uloviti. Zgrešili smo jo. Kaj takega. Ja. Gora naj bo vedno čisto, ne samo jutri. Ampak tudi jutri, vsak. Ja, saj vsak dan je jutri. Za tabo gre jutri. Okay. Poglej, tu gor je še tudi malo. Ja, ampak ni za dereze. Tako da, zdaj se pa že vidi, po mojem tam gor vrh ali pa od zadaj malo naprej. Pred nama je cel travnik samih telohov in normalno Boža je zavila direktno tja. A si kaj slikala? A ja, si ne? Ja. Takole, zdaj smo pa konec gozda in se začenjajo tile lepi travniki. Ja. Ko ene rožice gredo k koncu, to so tele, druge pravkar začenjajo. In sami beli. Še zadnje zaplate letošnjega snega na tej višini. Mi pa gremo pogledat, kaj piše na tablah gor. Krče sneg. Pa pogledajmo Koča na Blegu še 20 minut. Prva ravan in pa Črni Kal, od koder so prišla. Mene ta Blegoš blazno spominja na ozadje od Windowsov, ne vem katerih, Windows 95 ali kaj je bil. Kot pri telebajskih tisti. Ja, tam so jim cel šop videl, glej tam dol. Ja. Pa še jim pognojeno je. Ja, tale malo bo spet pognojeno, zaenkrat še gnojilnih strojev ni na hribu. Ja, leče, a ne vidiš? Ja, vidim, to so lanski lekši. Še par korakov in prišla sva na Blegoš. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portable. S5 Sierra 5-7 Charlie Kilo. Ja, bom zelo hitro delal, ko danes je velika gužva. S5-7 Charlie Kilo 5-9 na Blegošu.
mesto bom jutri tam jaz. Lep dan. Hvala za zvezdo 7-3. Ja, zelo lepo je, ne vem kako bo jutri, ni nič snega, tako da je super, sam zaplati. Prosim še pol, če prideš na SSB, mislim, da imaš. SP7S Portable, Sota. SP6 Elixen. Elixen 5.9. 5-7, hvala, pozdrav. Hvala, SP7S Portable. SP5 Viktor November. 5.5 Viktor November 5.9. Ja, 5-9, hvala. Hvala, SP7S Portable. Ceko Sota, SP7S Portable iz Blegoša, Charlie Papa 003. Soča 5-8 celje. SP8 Celje 5.9. Prav, Aleksandar, 5-9 si tudi ti na moji lokaciji, 166 Švedski Charlie. Hvala, če imaš SSB, pridi pol na SSB. SP7S Portable, Sota. Soča 5-8 celje. SP8 Celje, hvala, ko si prišel 5.9, lokator moj je N76 Bravo Delta. Veliko, Aleksandar, tudi ti si 5-9 na moji lokaciji, 166 Švedski Charlie. Ni pa najboljša modulacija, veš, jaz sem te v bistvu na FM-u sem te sprejemal čisto lepo na tej frekvenci, tudi tako da ni lih 100%. Ne more biti 100%, ko je double sideband, ki je DSB, Quanchen, ki nima USB-a. Ja, okej. Dobro, vrelo, Aleksandar, hvala za zvezdo, fajn delo naprej, 7-3. 7.3, hvala. SP6 Delta November, me spremaš? SP6 Delta November 5.5, daj mi podatke. SP6 Delta November 5, v bistvu 5.2, Delta November 5.2. Kaj se že, 7.5 Quebec United, a ne? Ok, Roger, hvala za zvezo, 7.3. SP6 Elixen. 6 Elixen, grmiš 5.9, 7.6 Bravo Delta. 5-9, še malo plus, pozdrav. 7.6, kaj si, Hotel Foxtrot, ok. Kakšen lokator? Bojan lokator. Ceko Sota, SP7S Portable. Soča 5-6 Ljubljana, hvala Izola. Drago, tam sem te pogrešal, tle pa si grmiš 5.9. Da se ne vem, si bil prej, jaz sem bil na 525, pa sta v Laguni 2 na TS29, tebi pa nisem slišal, drugač pa je na 76 Delta Indija. 7.6 Delta Indija, ja, na 550 sem bil. Pa možno zato, ker si rekel, da ideš na 525, pa sem šel pa jaz tudi kaj. Sem človek hitrih odločitev. Hvala tule za zvezo, vseeno, hvala. Tudi tebi hvala, živo. Ceko Sota, SP7S Portable. SP7 Alfa Juliet. Ok, SP7 Alfa Juliet, hvala, ker si prišel sam 5.9 isto, Bravo Delta, 7.6 Bravo Delta. Ja, 5-9, pa 1-7-6 Charlie Indija, ja, tam sem opazil, imam vzul kafano, vzul kakšne koordinate, bom popravil. Ja, poprav, pa pol tista zveza tudi, pa bo ok. Hvala, pozdrav. Sklepna misel. Navzdol je isto strmo, kot pa je bilo navzgor. Bila sva zelo malo časa gor na Blegošu, zaradi tega, ker ideja je še na 2 naslednja hribčka iti. Zdaj sva usmerjena proti Koprivniku. Pol pa, če bo še čas, še pa Mladi vrh. To je vse v oddaljenosti par minut z avtom od enega do drugega izhodišča, tako da se vam to splača narediti. Blegoš tek vsi poznate, kot sem prej rekel, mislim, da je tole bila zdaj točno 200. aktivacija tega hriba. Je zelo obiskan in zelo priljubljen tudi od ljudi. Zelo veliko ljudi je gor, kužkov cel kup, sami prijazni ljudje. Kakšno besedo spregovoriš in tako malo popestrimo dogajanje s tem, da malo razložimo, kaj je v našem hobiju. Tudi danes sicer tega primera ni bilo, ampak večinoma ljudje kar sprašujejo, zakaj se gre. Tako da upam, da še kdo
ko bo te videe gledal, slučajno pride v naše vrste, pa da se bo zanimal, zakaj se gre zadeva. Pot sama, se pravim, gor dol, pač strma, treba malo paziti, predvsem navzdol je veliko korenin. Drugače pa nič. Se gre pa okrog, Kje? Ja, Frigoša dol na drugo stran, pa na Kočo, pa pol okrog po cesti, a ne? Ja, Oziroma pol ja. malo bolj. no jaz sem bil prej prepričan, čeprav sem bil pred kratkim tle gor, da je tle Koča, pa ni, treba malo dol do nje iti. Ja. Vse večinoma ljudje gre tle gor, navzgor, Koče do... ja, malo več je. Ja. 20 minut, ja, vse smo tam posneli. Pa se še tam kaj posedi, kak ščajček popije ali karkoli, kaj poje. Ja, zdaj so spet pri tem bunkerjem. Ne vem, iz prve, iz druge, iz Rapalske, katere vojne. Tako, drugega takega ni, dan je še vedno lep. Malo se je pooblačila zadeva. Zaenkrat še kaže. Ja, malo je pa pihalo, tako da smo se mogli malo obleči, zdaj so se pa spet slekla dol. Tako. Če bova še nekaj spodaj najdla, kar sva prej dala okrog enega drevesa, bom še tisto posnel, da povem, zakaj se gre. Drugače pa imejte se lepo, lep pozdrav od naju z Božo. Tega bova pa odpela, pa nesla do avta. Ker ga je zgubil en fantič, ki smo ga srečali, Ja, dohiteli. dohiteli in sva vprašala, če je slučajno kdo tak ročen kompas zgubil. In so povedali, ja, da ga je en otročiček zgubil. Ampak ker se oni ne bojo vračali tle po isti poti navzdol, bo šli okrog po cesti, smo se zmenili, da jim ga midva zataknemo za njihov avto. Vprašala šma, kakšen avto imajo, in ga bova jim vrnila otroku. Tok, zdaj se pa res poslavljamo, imejte se lepo. Lep pozdrav še enkrat od naju z Božo.